En lep pozdrav iz našega gozda. Ja, danes sem se odpravila malo na potep, saj je razcvet zdravilnih rastlin nor. Danes bomo nabirali tole veliko koprivo. Polna je v cvetju, jaz najraje pobiram tele cvetove, ker so zelo prijetni v solatah, dajo zelo dober okus, rahlo sladko, grenki, v glavnem odličnega okusa. Cela rastlina pa nekako pomaga pri težavah s sečili. Zelo podobno kot ta navadna kopriva. Lahko tudi nabirate torej tole veliko koprivo. Sicer je malenkost malo drugačnega okusa, se jo morate malo bolj navaditi. Meni bom rekla, po pravici povedano, ni najbolj všeč v čaju, ampak so mi pa zato tile cvetovi, predvsem v prvi fazi, izredno lepi, pa še okusni. No, danes bom nabirala tudi tole rastlinico. Tole je pa dišeča perla, znana tudi kot dišeča lakota. Najdete jo v takih senčnih gozdih. Zdaj se bo začela odpirati, cveteti in jo nabiramo v bistvu v fazi cvetenja. Nabiramo celotni zgornji del rastline, lahko jih posušimo in jih potem uporabimo kot čaj v obliki poparka. Lahko jo pa tudi uživamo svežo. Pri njej velja nekako opozorilo, da je ne uživamo v prevelikih količinah, tudi ne v prevelikih količinah čaja, ker vsebuje kumarin, ta pa vpliva na delovanje krvnega obtoka, zato tudi nekako se ne priporoča ljudem, ki imajo kakršnekoli težave ali pa že jemljejo kakšna zdravila za proti strjevanju krvi ali pa kakšne so druge težave z srčnim popuščanjem mogoče. V glavnem tudi nosečnice, doječe matere se nekoliko izogibajo, drugače pa jo lahko uporabite, ker ima tak prijeten vonj, v omarah proti moljem, zelo podobno kot sivko, hmelj ali pa orehove liste. Posušite, date v tiste takšne vrečkice, platnene in pa v omaro z njo. Vsake toliko cajta malo pomučkate, da sprosti vonj in bo pomagala pri težavah z molji. Drugače pa v obliki čaja, če jo uživamo notranje, pomaga pri težavah z ledvicami, z mehurjem, če so težave z jetri, pomaga tudi pri nekako čiščenju krvi, krepi žile. V glavnem, ne prevelika rastlina, ampak izredno zdravilna. Če gremo malo naprej, bomo opazili še, ja, evo jo, rumeno koprivo. Ne vem, če smo jo že mogoče kdaj predstavljali, ampak rumena kopriva je pri nas še vedno premalo poznana. Ima zelo močne učinke na naše ledvice, jih izredno čisti, torej nekako tudi pomaga pri odstranjevanju ledvičnega tega peska v ledvicah, ki se nabira. Naj bi nekako raztapljala tudi ledvične kamne, ampak če to so res neka dolgotrajna pa močna težava, se rajši potem obrnemo na pomoč zdravnika. Drugače pa odlična kot preventiva. Torej, v obliki čaja nabiramo cvetočo rastlino, posušimo, zelo lepo se posuši, tudi obdrži tisto svojo barvo in pa vonj. Najboljše je v kombinaciji z brezo, z tole navadno koprivo, ki je tukaj zraven, pekočo koprivo in pa mogoče s kakšnim peteršiljem, s peteršiljevimi listi, torej za hitro pomoč pri vnetju mehurja in pa ledvic. S tem se seveda ženske najpogosteje srečujemo. V gozdu zdajle lahko najdemo še tudi, ta pa tudi že zdaj cveti, bršljanasta grenkulica.
Tudi ta rastlina je nekoliko premalo cenjena, čeprav zeliščarji jo kar lepo priporočajo, da se nabira. Ta rastlina pa odlično pomaga pri težavah z dihali, najbolj pri težavah s sinusi. Tule jo vidimo, ko cveti. Tile roza do vijolični cvetovi. Torej pri težavah s sinusi pomaga odpirati sinuse in pomaga pri teh težavah z glavoboli, ki se pojavljajo zaradi zabitih sinusov in ne moremo potem dihati, glava nas boli, smo tudi slabšega počutja. Drugače jo pa lahko dajemo tudi v čajne mešanice s pljučnikom, trpotcem, bezeg, mogoče kakšna lipa in imamo en takšen pljučni čaj. Torej, bršljenasta grenkulica, lahko jo posušimo, celo sušimo, stebla, lista, cvetove. Zelo lepo se isto posuši, pripravljamo kot čaj. Sicer si lahko naredi tudi tinkturo, ampak je kar zelo dobro učinkovita v obliki poparka. Pijemo seveda lahko tudi nekje 2-3 skodelice na dan, če so močnejše težave, tudi 4 skodelice. Nekako zelo varno zelišče in ga lahko praktično uporabljajo vsi. Tule zraven sem sicer še opazila, tamle je. No, tale sicer še ne cveti, ampak bo pa tudi. Tole so pa v bistvu listi krvomočnice oziroma geranije. Tale rastlina, ko bo cvetela, jo bomo nabrali in si bomo zdaj naredili tinkturo. Ta tinktura pa pomaga predvsem parom, ki imajo težave z zanositvijo. Tega v zadnjem času zelo pogosto opazimo. Nas pogosto sprašujejo, kaj naj, s čim si lahko pomagajo. Torej, s tinkturo krvomočnice pijeta tisto tinkturo oba, moški in ženska. Pri ženski pomaga torej pri povečanju estrogena, pri moškem pa pomaga pri povečanju semenčic. Tako da zapomnite si, zdaj, ko bo čez nekaj časa zacvetela, si jo naberete, si iz nje pripravite tinkturo in jo uporabljate po kapljicah. Sicer pa jo lahko uporabljamo tudi ženske, starejše ženske, no bom rekla, tiste, ki že nekako imajo težave z menopavzo, torej imajo tiste vročinske oblive, pomanjkanje estrogena, potem so težave z nespečnostjo, v glavnem odlična ženska rastlina. Tako, to bomo nekako danes malo nabirali, pa se vidimo prihodnjič. Pa lep pozdrav!